Vlada bo za sveženj ukrepov za izboljšanje položaja upokojencev namenila 100 milijonov evrov, je včeraj napovedal premier Robert Golob. Med njimi je božičnica oziroma zimski regres za upokojence in dvig zajamčene starostne pokojnine na 700 evrov z 1,8% novembrsko uskladitvijo pokojnin. Predsednik vlade je napovedal tudi precejšnje zvišanje vdovskih in invalidskih pokojnin. Vse vdovske pokojnine se bodo najkasneje s 1. januarjem, najkasneje pravim, odvisno od izvedbe zakonodaje, uskladile z minimalno zajamčeno pokojnino. Nič več ne bojo nekatere vdove prejemale 300-400 evrov pokojnine, ampak bodo vse prejemale minimalno zajamčeno pokojnino. To pomeni od 1. novembra naprej 700 evrov. Mislim, da bomo s tem ukrepom, ki bo zajel nekje 10 tisoč posameznic in posameznikov, dejansko lahko najbolj pomagali tistim, ki so na dnu in ki so te pomoči tudi najbolj potrebni. Poslanka SDS-a Karmen Purman je danes vladi predlagala priporočila zaradi poslabšanja socialnega in gmotnega položaja slovenskih upokojencev. Poslanci jih bodo na zahtevo SDS-a obravnavali na jutrišnji izredni seji. Vladi predlagajo dvig pokojnin v višini 3,5%, kar bi po njihovem izboljšalo položaj številnih upokojencev, ki živijo pod pragom revščine. 3,5% za vse upokojence plus 1% za tiste, ki so se upokojili do leta 2011, ker imajo tudi najnižje odmerne odstotke. In za to zavezo sledimo tudi sklepu Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. In na vse zadnje, treba je vedeti, da socialni transferji so se uskladili za 10% in z tem dvigom bi vsaj približno izenačili dvig pokojnin z dvigom socialnih transferjev. Pokojninsko reformo je treba nujno sprejeti, pozivajo pristojni. Vlada je napovedala prenove sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Po besedah predsednika vlade naj bi v novi obliki zaživel čez 2 leti. Prebivalstvo se bo namreč pri nas še naprej staralo, tako kažejo napovedi Evropskega statističnega urada. S tem pa se bo tudi povečeval pritisk na državno blagajno. Nekaj podatkov je izbral Saša Kranjc. Pozdravljen. Za koliko se bo pri nas povečal delež starejših v prihodnjih desetletjih? So več po zadnjih podatkih za 10%. Lani so starejši, v to kategorijo so zajeti stari 65 let ali več, predstavljali nekaj več kot 21% prebivalstva, leta 2100 pa naj bi v tej starostni skupini več kot 32% prebivalcev Slovenije. Ob tem je treba poudariti, da bo takrat število prebivalcev Slovenije, tako se kaže v napovedi, manjše kot danes. Do leta 2026 bo raslo, takrat naj bi pri nas živelo nekaj več kot 2 milijona 100 tisoč ljudi, potem pa naj bi se število prebivalcev začelo zmanjševati. Leta 2100 naj bi jih pri nas bilo 1 951 000. Število prejemnikov pokojnine pri nas z leti postopno narašča. Leta 2015 je pokojnino prejemalo nekaj več kot 612 000 ljudi, lani 628 000. Postopno raste tudi višina povprečne starostne pokojnine. Leta 2015 je v bruto znesku znašala 613 evrov, lani skoraj 787 evrov. Se pa je z leti večalo tudi povprečno število pokojninskih zavarovancev. Lani jih je bilo nekaj več kot 989 000. Neugodno pa je razmerje med upokojenci in zavarovanci. Lani je znašalo 1,57, zato se tudi upokojitvena starost viša. Pri katerih letih se pri nas ljudje upokojijo? Podatki so iz leta 2021. Dejansko upokojitvena starost pri nas je bila pri ženskah 61 let in 6 mesecev, pri moških pa 62 let in 8 mesecev. Saša, hvala. Bomo za vinjete plačevali